Spoštovani gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni. Oddajo Od tu in tam začenjamo s podjetnim projektom, ki naj bi vsaj nekaterim brezposelnim mladim olajšal življenje. 20 mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb z območja Posavja se bo namreč v letošnjem letu vključilo v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013. Prva deseterica je s podjetniškim usposabljanjem na Regijskem centru za razvoj v Krškem začela v februarju. Operacija Podjetno v svet podjetništva je nastala na podlagi istoimenskega projekta, ki ga je že v preteklem letu izvajal Regionalni center za razvoj Zasavje. Na podlagi tega uspešnega projekta pa sedaj v letu 2013 ta projekt izvajamo po celi Sloveniji, se pravi v vseh 12 regionalnih razvojnih agencijah. V okviru tega projekta bomo v vseh regijah zaposlili dvakrat po 10 udeležencev, se pravi prvih 10 smo jih zaposlili sedaj za 5 mesecev. V nadaljevanju pa pričakujemo, da bomo junija oziroma julija objavili naslednji razpis in da bomo zaposlili še naslednjih 10 udeležencev. Za vključitev morajo kandidati izpolnjevati predpisane pogoje, s katerimi lahko pristopijo k projektu, kot so 6., 7. ali višja stopnja izobrazbe ter starost manj kot 35 let. Na podlagi javnega poziva se udeleženci pri nas prijavijo svojo podjetniško idejo. To podjetniško idejo potem predstavijo komisiji. Komisijo sestavljajo 4 člani in te 4 člani potem izberemo, upamo, da najuspešnejše oziroma najzanimivejše projektne ideje, kajti od teh je odvisen tudi naš rezultat, ker mi se moramo s projektom smo se pač zavezali, da bo teh 10 udeležencev oziroma izmed 20 udeležencev, da se bo najmanj 8 jih zaposlili, se pravi 35%, da se bo teh udeležencev zaposlilo. Prvih 10 udeležencev je svoje usposabljanje začelo v februarju, ko so že začeli z delom na svoji podjetniški ideji. Torej, udeleženci v tem času so imeli nalogo, da pripravijo predstavitev svoje poslovne ideje in seveda, da v okviru naših sodelavcev to tudi predstavijo. Morate vedeti, da gre tukaj za poslovne ideje, zato so mogoče malo bolj skopi z informacijami, saj veste, konkurenca v dejavnosti in želeli bi seveda bolje spoznati svoje dejavnosti, želeli bi seveda bolje poznati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, saj veste, po koncu operacije je določen čas, kjer morajo to zadevo realizirati. In zato želimo, da pridobijo vse ustrezne pogoje in da vejo, v kaj se spuščajo. Zato so jim na Regijskem centru za razvoj Posavja pripravili tudi izobraževanja od splošnega poznavanja podjetniškega okolja do strokovnih izobraževanj, ki so pomembna za določeno dejavnost. Torej, osnove podjetniških veščin, podjetniške lastnosti, nastopanja pred stranko, v medijih, v javnosti, potem seveda končni izdelek bo poslovni načrt, torej bodo šli čez cel postopek priprave poslovnega načrta, spoznali bodo tako obveznosti glede davkov, računovodstva, financ, seveda tudi delovnopravna zakonodaja in vse obveznosti, ki izhajajo iz te zakonodaje, potem gospodarsko pravo, potem je tudi glede virov financiranja, tudi te zadeve morajo poznati, se bodo vstopali na podjetniško pot in bodo potrebovali svoja sredstva in seveda tudi različne vire in pa seveda še posamezne, bodi si kak certifikat, bodi si kako licenco recimo za turističnega vodnika, bodi si HASAP, vse, kar v bistvu ena dejavnost, da začne funkcionirati, potrebuje. Udeleženci operacije Podjetno v svet podjetništva so že razvili in predstavili svoje poslovne ideje. Sem univerzitetna diplomirana inženirka gozdarstva, ampak ker sem vedela že, da po fakulteti nimam nekega realnega pričakovanja, da bi se zaposlila v svoji stroki, vsaj nekaj ponovadi je zaposlovala javna uprava, ta vrata so se pa zaprla pred kratkim. Sem se odločila, da ne bom sedela doma križem rok, se smilila sami sebi in sem se odločila za to, da poskušam speljati svojo podjetniško idejo. Našla sem se pa seveda v težavni situaciji, kajti mogoče si visoko izobražena, ampak o financah pa nimaš blage veze, nimaš pojma o računovodskih poslih in to. In ko sem videla, sem tudi prej pošiljala prošnje naokrog, povsod zahtevajo 5 let delovnih izkušenj in tako dalje, ki jih jaz nimam in sem se odločila, da se prijavim na tale projekt. Že prej sem izvedela za njega, sem že spremljala od Zasavske razvojne agencije in sem se ga veselila in takoj, ko je prišel ven, sem se prijavila. In sicer šla sem malo izven svoje stroke, ampak ne preveč. Moja ideja je ekološka gostilnica, ki ima zaledje v domači kmetiji. Se pravi, našo kmetijo, ki jo imamo doma, bi preusmeril ekološko predelavo in v čim večji meri oskrbovali svojo lastno gostilno. Gostilnica
delavnica bi bila namenjena malicam v centru mesta, kjer je pač največja kupna moč. Vemo, da so ženske danes osveščene glede svoje prehrane, samo golaž pa ni več zadosti za povprečno žensko med malico. In pač tako se je rodila moja ideja, sem se prijavila. Tla spoznala tudi zanimive ljudi, s katerimi upam, da se bom v prihodnje lahko povezovala. Imamo podoben koncept glede tega, da ekološko je boljše, da ne uničujemo okolja in tako dalje. Ideja je dostava lokalno pridelane hrane. Odločil sem se pa, ker sem že nekaj časa razmišljal o tej ideji in je bil razpis v bistvu točno to, kar sem iskal. Pričakujem veliko praktičnih znanj. Predvsem pa mislim, da se nam bo odpirale vrata, ki bi jih sami težko. Moja poslovna ideja je pa razdeljena na dva dela, in sicer poučevanje zumba fitness vadbe in pa plesa salsa. S tem, da bi želela, glede na to, da imamo doma kmetijo, povezati tudi turistično ponudbo Kostanjevice z dejavnostjo na kmetiji. Zavedam se, da pač mladim danes ni poslano z rožicami in da moramo za svojo zaposlitev poskrbeti sami, ker če bi doma čakali na delovno mesto, verjetno se ne bi nič premaknilo, tako da sem se vključila v to operacijo ravno iz tega namena, da se samo zaposlim in pač rešim problem ekonomskega statusa. Poslovno pot udeležencev projekta Podjetno svet podjetništva bodo na Regijski razvojni agenciji Posavje spremljali tudi po zaključku projekta. Najmanj še 1 leto, tako da res upamo, da jim bomo dali tukaj takšna znanja, da bodo uspešni na svoji poslovni poti. Pa naj bo to v svojem lastnem podjetju ali pa tudi mogoče v katerem koli drugem podjetju, kjer bi našli zaposlitev, ker vemo, da je v bistvu to cilj tega projekta. Vrednost operacije je 3.888.000 evrov, od česar 85% sofinancira Evropski socialni sklad, 15% pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Evropska sredstva programa LEADER so ena od sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kamor se uspešno vključujejo tudi posavski projekti. Regija Posavje je bila v sklopu programa LEADER za leta 2007 do 2013 upravičena do 1.600.000 evrov teh sredstev, ki so namenjena za sofinanciranje projektov javno-zasebnega značaja, poudarja Darja Planinc, vodja tehnične pisarne lokalne agencijske skupine Posavje. Upravičeni do teh sredstev so pa lahko partnerji, ki se povežejo in so tako iz javnega, ekonomskega kot pa tudi nevladnega sektorja. S projekti želimo spodbujati razvoj podeželja, razvoj tako posameznih kmetij, spodbujamo aktivnosti društev in pa ustvarjamo pogoje, da bi lahko res dosegli cilj, ki smo si ga zadali, to je uvajanje lokalno pridelane hrane v bistvu na krožnike posavskih prebivalcev. Nekaj projektov so izvajali že v obdobju od leta 2009 do danes, dodaja Planinčeva. In sicer so bili to recimo turizem v Zidanicah, pa potem projekt Akademija zdrave hrane, Petka za zdravje, kjer so se animirali in motivirali osnovnošolci ravno z namenom, da bi pri njih zbudili zavest o pomenu lokalno pridelane hrane. Potem so bili tu projekt Gozdni sadeži, kjer smo popisali potencial teh gozdnih sadežev v posavskih gozdovih in kaj vse se lahko iz njih naredi. Naslednji projekti so bili projekti, ki so bili bolj namenjeni usposabljanju ljudi, ker vemo, da le usposobljen ali pa osveščen kupec je tisti, ki se bo odločil za lokalno pridelano hrano. V lokalni akcijski skupini Posavje pa so potrdili tudi že nekatere nove projekte, ki se bodo odvijali do marca leta 2015. To je 9 projektov v skupni vrednosti 800.000 evrov, od tega bo okrog 500.000 evropskih sredstev LEADER. Gre za projekte, s pomočjo katerih obnavljamo obšolske vrtove pri zainteresiranih šolah, ki so se vključile. Potem naslednji projekt je obuditev, rekonstruiranje čokoladnice na gradu Reichenburg in v bistvu spodbuditev proizvodnje trapistovske čokolade. Naslednji potem je spodbujanje ponudbe na lokalnih posavskih tržnicah,
ker želimo oziroma usposobiti te ponudnike, da bi dejansko ponujali lokalno pridelano hrano in bili zato tudi ustrezno registrirani. Potem z enim od projektov dam poudarek Modri Frankini kot žametnemu vinu Posavja, s pomočjo katerega želi vodilni partner ime regije Posavje prenesti tudi skozi ime vina Modra Frankinja v slovensko in evropski prostor. Potem je projekt obuditve visokodebelnih travniških sadovnjakov s tem namenom, da bi rekla tudi čim več malih vrtov, majhnih lastnikov v svoje vrtove posadilo sadno drevo in s tem tudi spodbudilo lokalno oziroma samo svojo proizvodnjo. V lokalno akcijsko skupino Posavje je včlanjenih 29 članov iz ekonomskega, javnega in nevladnega sektorja, ki odločajo o namenih porabe LEADER sredstev. V Brežicah so si že nekaj let prizadevali za izgradnjo novega vrtca, saj je stavba, v kateri vrtec trenutno deluje, premajhna in zastarela. Pred kratkim pa so bili uspešni na razpisu za evropska sredstva in tako pridobili več kot 2 milijona evropskih sredstev za izgradnjo novega vrtca. Vrtec Mavrica trenutno deluje na več lokacijah, saj je stavba vrtca premajhna za vse otroke. V vrtec Mavrica Brežice je v zadnjih letih vključenih okrog 400 otrok, ki so vključeni v 24 oddelkov. Delamo na 7 lokacijah, tako da samo ta stavba, pred katero smo, je bila zgrajena namensko za predšolsko vzgojo, drugače pa gostujemo v 3 stanovanjskih blokih, kjer je 6 oddelkov, potem v bivšem dijaškem domu v Petličju imamo 3 oddelke najmlajših otrok, potem pa imamo še v prostorih ekonomske in trgovske šole 2 oddelka. Novi vrtec naj bi zgradili na območju današnje centralne enote vrtca Mavrica, ki je precej presegla svojo načrtovano dobo uporabe, kar se odraža tudi na stanju stavbe. Ta stavba, pred katero smo, je največja in je bila namensko grajena za izvajanje vrtca. Prostora v njej je za okrog 250 otrok, odvisno od tega, kakšno imamo strukturo oddelkov, se pravi, ali imamo drugo starostno obdobje ali prvo starostno obdobje. Zgrajena je bila leta 1972, takrat je bila ocenjena njena življenjska doba na 30 let, se pravi, zdaj pa se v njej dogaja življenje več kot 10 let dlje. Je pač montažna zgradba, je zgrajena iz azbestnih sten, tudi streha je takšna, energetsko ni bila nikoli sanirana, pa tudi kanalizacija je zelo v slabem stanju, cevi se nam praktično mašijo skoraj mesečno, bi lahko rekla. Skratka, predšolska vzgoja v Brežicah ne poteka v normalnih pogojih, se pravi, ne zadostujemo niti prostorskim, niti tehničnim normativom. Kljub temu pa prostorski manko dobro nadomestijo z visoko motiviranimi in usposobljenimi zaposlenimi, dodaja Ana Kupina, ravnateljica vrtca Mavrica Brežice. To lahko nekako podkropim z poročilom o zunanji evalvaciji, ki smo ga prejeli te dni. To evalvacijo zunanjo je bila opravljena prejšnji mesec in v tem poročilu piše, da je splošna ocena za delo odlična, in sicer na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, uvajanja izboljšav v procesu dela z otroki. Izgradnja novega vrtca je tako ena najpomembnejših investicij občine v zadnjih nekaj letih. Mi v Brežicah načrtujemo že kar nekaj let izgradnjo novega vrtca. Tu gre res za veliko investicijo, saj gre za 20 oddelčni in nekje se ocenjuje vrednost okoli 5 milijonov evrov. Seveda vemo, da sredstev do sedaj nismo imeli za tako veliko investicijo in sedaj, ko smo pridobili 2,2 milijona evropskih sredstev za razvoj regije, so se odprle možnosti, da bo prišlo
do izgradnje. V tem trenutku imamo razpis do 25.3. Jaz upam, da bomo dobili čim prej izvajalca in da bomo, tako kot planiramo, nekje v letošnjem letu že glavnino naredili, dokončali v letu 2014. Ob tem pa seveda bomo morali še poskrbiti tudi za otroke, kajti bo potrebno zagotoviti nadomestne lokacije za 1 leto. Novi vrtec tako prinaša boljše pogoje za delo, pa tudi boljše okolje za otroke in zaposlene. Nov vrtec bo imel več kot 4000 kvadratnih metrov uporabne površine. V njem bo prostora za 20 oddelkov, tako da bo večina otrok v eni zgradbi. Nameravamo obdržati samo še eno lokacijo, ki pa je v neposredni bližini tega vrtca, tako imenovana enota Oblaček. Nova predstavitev, ki se jo zelo veselimo, bo prav gotovo prinesla tudi nove izzive. Bil je pa tudi skrajni čas, kot ste videli, da to pridobimo. Ta vrtec bo zgrajen najprej po novih standardih. Poleg tega seveda vemo, da v tem trenutku imamo v Brežicah že praktično na 4 lokacije otroke, potem bojo lahko vsi na eni lokaciji. Poleg tega bo tudi energetsko bolj učinkovit. Vemo, da tale vrtec, ki je že star več kot 30 let, ima še tudi salonitno streho in pa druge stvari, tako da bo ta vrtec prinesel predvsem boljše pogoje tako za otroke, za vzgojitelje in pa tudi bistveno bolj energetsko učinkovit in pa tudi dodatna igrala in vse ostalo. Tako da jaz mislim, da bojo res v Brežicah v prihodnosti imeli otroki izredno dobre pogoje za svoje preživetje oziroma živetje v vrtcu, prav tako pa tudi vsi zaposleni bojo imeli bistveno boljše pogoje. Projekt izgradnje novega vrtca je ocenjen na 5,6 milijona evrov, od česar 4,6 milijona predvidevajo za izvedbo gradbenih del. Novi vrtec pa naj bi svoja vrata odprl v prihodnjem letu. 1. marec je svetovni dan civilne zaščite, zato so ob tem v Posavju pripravili regijsko prireditev, kjer so podelili priznanja civilne zaščite. Na prireditvi so podelili 9 bronastih, 3 srebrne in 2 zlata znaka civilne zaščite ter 1 plaketo civilne zaščite. Letos so bila v Posavju podeljena bronasta, srebrna in zlata priznanja, prav tako plaketa ob jubileju gasilskega društva, ki bo pač dejansko podeljena ob praznovanju tega društva. Sama priznanja so bila namenjena pač pripadnikom civilne zaščite ali gasilskih društev, Slovenske vojske, policije za dejanja, ki so jih storili v preteklem letu, s katerimi so se še posebej izkazali, prav tako pa so bila srebrna in zlata priznanja podeljena za dolgoletno delo v sistemu civilne zaščite. Med prejemniki priznanja je bil tudi Mihael Boranič, predsednik Gasilske zveze Brežice, ki je prejel srebrni znak civilne zaščite. Takšna priznanja, kot je današnje, mi izredno veliko življenje pomeni, kajti okolica je spoznala, da vse delo, ki sem ga opravljal skozi vsa ta leta, je imelo svoj cilj, svoj namen in na koncu tudi marsikatera družina ali posameznik je z mojo pomočjo bil obvarovan ali pa deležen pomoči enot, v kateri delujem, to mislim predvsem gasilskih enot in pa operativnih gasilskih članov. Civilna zaščita sicer združuje različne službe in organizacije v mrežo, ki deluje ob vseh večjih naravnih ali drugih nesrečah. Torej, okostje delovanja sistema civilne zaščite so gasilska društva, ki so kategorizirana in nekatera imajo večjo vlogo, druga manjša. Poleg tega so razne civilno-družbene organizacije, recimo Jamarsko društvo, Potaplaško društvo, Kinološka društva, skratka, vsa ta društva, ki lahko kakorkoli prispevajo, so vključena kot kolektivni člani v sistem delovanja civilne zaščite. Ne smemo pa tudi mimo vloge, ki jo ima Slovenska vojska in policija, s katero moram reči, da tudi na regijskem nivoju izredno dobro sodelujemo. Jaz bi ocenil takole, sodelovanje je zmeraj bilo dobro.
v preteklosti bistveno več, kot je bila to obvezna skoraj služba civilna zaščita, sedaj v času kapitalizma in pa hrepenenja po bogatstvu je to drugače. Mislim pa, da enote, ki delujemo na sistemu zaščite in reševanja, da med seboj smo povezane, da vemo, kaj želimo in da tudi vemo, komu moramo in kdaj pomagati. Verjamem pa, da bo čas prinesel svoje, da bojo tudi družba, kakršnakoli da bo že in pa kdorkoli bo v državi bil tisti, ki bo o tem sistemu odločil, morali dojeti, da brez širše pomoči prostovoljstva in pa ljudi, ki pa so v takšnih službah, ta služba civilna zaščita ne bo delovala. Mislim pa in pa v to verjamem, da je povezanost med prostovoljnimi enotami, pa ne glede katere so in službami civilni zaščiti dobro in to mora ostati tudi v bodoče. Prostovoljstvo tako ostaja pomemben del civilne zaščite oziroma organizacij, ki v njej delujejo. Ja, še zmeram je volja za prostovoljstvo, še zmeram radi prihajajo ljudje v prostovoljna društva in tudi delujejo, vendar pa se opaža, da ko se danes v današnjem času marsikatera stvar tudi neupravičeno plačuje, da tudi že takšno prostovoljstvo se že ozira k kapitalu in pa mogoče, da tudi kakšna ura dela je poplačana strani družbe, katera pa rabi pomoč prostovoljcev in za katero smo tudi mi namenjeni. Ne samo pomoč prostovoljcev, civilna zaščita za dobro delovanje potrebuje tudi sodelovanje občinskih in državnih institucij, kjer pa se gospodarska kriza odraža predvsem v zmanjšanih finančnih sredstvih. Rekel bom tako, da je v občinah v Posavju po moji oceni prisotna velika pripravljenost tudi občinskih vodstev za ustrezno financiranje in delovanje enot, ki delujejo v okviru zaščite in reševanja. Res pa je, da se neposredno pri njih odraža ta recesijski čas, s katerim je tudi zaščiti in reševanju na nivoju države bilo odvzeto velik del sredstev in upamo, da se bo v bližnji prihodnosti situacija vsaj na tem področju tako popravila, da ne bi bila operativna sposobnost enot poslabšana. Osrednja regijska prireditev ob dnevu civilne zaščite je tokrat potekala v Kostanjevici na Krki, v tamkajšnjem Lamutovem likovnem salonu. V Sevnici že več kot 50 let ob dnevu mučenikov 10. marcu pripravljajo salamijado. Prireditev, na kateri na svoj račun pridejo predvsem moški ljubitelji salam. V občini Sevnica je salamijada eden osrednjih turističnih dogodkov. Ja, to je sigurno ponos našega mesta in je ena neizmerna rdeča nit povezovanja majhnih pridelovalcev in danes tudi lahko rečem večjih pridelovalnih obratov mesne industrije znotraj Posavja. Kajti pridružujejo se nam tako zadružni pridelovalne zgodbe kot večji podjetniki in privatniki. In to pomeni za v prihodnost prav gotovo veliko. Se pravi, narediti blagovno znamko, morda tudi nekoč iz tega, kar je Sevnica, najstarejša mati salamijad, se pravi sevniška salama, znamenita, tradicionalna. To je ena od velikih stvari in mislim, da smo na odlični poti ravno v to smer. V Sevnico pride zelo veliko ljudi od drugod in ta poznanost prireditve širom po Sloveniji in tujini je res velika. In v Sevnico je prišlo iz 6 krajev, ki imajo podobne prireditve gostje, tako da dva kraja iz Vojvodine, 2 iz Hrvaške, iz Madžarske in iz Slovaške. Pomeni to sodelovanje, veliko sodelovanje tako na tem salamarskem delu, na turističnem delu, kot tudi na tem političnem delu, kjer se izmenjuje ideje, možnosti, preverjajo usmeritve, kar je tudi koristno. Samo danes je preko 500 obiskovalcev, od tega
kar 7 tujih delegacij, torej delegacij iz Madžarske, Slovaške, Srbije, potem mislim, da so prišli Slovake, sem že omenil, no tudi podjunski salamari so dali na ocenjevanje kar precej svojih salam in dosegli odlične rezultate na ocenjevanju prijateljev, kajti zasedli so kar precej mest od prvega naprej. Mislim, da je bilo to kar 7-8 mest, tako dobre salame imajo. Salamijado v Sevnici kot eno glavnih prireditev te vrste imenujejo tudi Mati salamijad. Zaradi tega, ker je pač daleč najstarejša, takrat, ko smo brskali po arhivih in poskušali v Evropi najti društvo, ki bi se lahko primerjalo z salamarskim društvom iz Sevnice, ga ni bilo, oziroma je tisti, ki je bil potem najstarejši, približno 14 let, mislim, da mlajši od sevniške salamijade. Torej, iz teh verov, ki so pisni veri, pa tudi iz ustnih verov, je zaznati, da je to res prava mati, ne samo slovenskih, ampak evropskih salamijad. Tukaj se srečajo praktično vsi najboljši salamarji iz Slovenije. Tudi en prikaz, kot ena prvih salamijad, je tudi prikaz kvalitete, letnika, pa to je neki sinonim. Tukaj se je vse skupaj ta zgodba začela in to je nekaj takega, kot so smučarski poleti Planico, kot je Formula 1 Monako. Vsakemu je čast zmagati, sigurno mu ta zmaga nekaj več pomeni, skoraj kot na nekih ostalih teh lokalnih salamijadah. Zmaga na sevniški salamijadi lastniku prinaša prestiž, saj je konkurenca številna in močna. Prav gotovo je to velik prestiž, morda celo za veliko večino salamarjev večji prestiž, kot biti prvi salamar znotraj države Slovenije na velikem finalu. To je čast seveda mestu Sevnica in pa nedvomno v konkurenci, kajti prihajajo tukaj praktično že na našo to lokalno salamijado vzorci, da ne rečem skoraj da cele Slovenije in da ne rečem ob mednarodni udeležbi, se pravi tudi naši zamejci, zgodba iz Italije, zgodba iz Avstrije, sosedje Hrvatije z podobnimi salamami, kot so seveda naš stil, bi se reklo slovenske in sevniške salame, ne nazadnje. To je sigurno velika čast in tudi pri salamarjah se čuti ta energija, koliko pomeni zmagovalcu zmagati v Sevnici ali pa recimo na finalu. Letos je na ocenjevanje prispelo nekoliko manj salam, kot so jih bili vajeni pretekla leta. V absolutni kategoriji se je za zmago potegovalo 81 salam, v mednarodni konkurenci pa 24 salam iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Ocenjevanje je potekalo v soboto, dan pred razglasitvijo zmagovalca. Letošnje salame so v povprečju dobre, tam se pojavi kakšna, da je premalo zrela še mogoče, da je v sredini nezrela, v okoli pa preveč posušena, ampak teh je malo, to je ena klasičnih napak, ki se dogaja. Med domačimi in tujimi salamami so ocenjevalci opazili precejšnje razlike, dodaja Franci Sotošek. Naše dolenjsko-posavska salama, belokrajinska, ta štajerska, ta ob reki Savi, malo severno, malo južno, je klasična, dimljena, blago dimljena in iz teh avtohtonih sort prašičev in ima svojo okus in aromo. Tu so pa seveda značilnost njihovih pokarin. Našim se približuje Hrvaška, seveda, ker so to naši prijatelji, predvsem iz Samobora, Avstrijci iz Podjune in tam imajo tudi svoje, predvsem delajo iz mlajših prašičev oni imajo celo zaščiteno svojo salamo, podjunsko, kjer je predvideno, da je polovico mesa iz prašiča, ki ima 100 kg in druga polovica pa iz starejšega. Ob ocenjevanju se je 6-članska komisija morala držati strogih pravil ocenjevanja. Ocenjuje se najprej sedanji izgled, to se pravi, to se z očmi, potem se vonj, potem je prerez, tekstura in pa na koncu aroma in okus. Seveda največ poudarka je na okusu, ta je tudi prinaša skupno dobi lahko salama 15 točk od enega sodnika, s tem, da je 6 točk za okus, 4 točke za vonj oziroma za prerez, 3 točke za vonj in 2 točke za izgled. Lovoriko je letos odnesla salama domačina iz Sevnice, Stojana Bavtina. Recept je pač nekaj govejega mesa, nekaj svinjskega, nekaj slanine, začimbe, potem pa sreča pri sušenju in
vremenu. Tudi Peter Selak je v svoji salamarski karieri nanizal že kar nekaj uspehov. Ne štejem, ampak v Sevnici zelo veliko, praktično skoraj vsako leto med prvih 10, ampak zmagal pa še nisem in upam, da tudi to še pride. Sevniška salamijada pa ni znana le po ocenjevanju salam, ker jo pripravljajo ob dnevu mučenikov, je namreč posvečena le moškim. Seveda, to je dan mučenikov, to je dan, ko ženske pravzaprav nimajo vstopa na prostor, kjer je salamijada. Tako so se pač odločili tisti prvi, ki so organizirali prvo salamijado in ta tradicija velja takrat naprej. No, moram reči, da izjeme so, izjema je ta, ko lahko ženska pride v godbi na pihala in Blanški vinogradniki imajo nekaj žensk in pa tudi za šankom in v kuhinji so skoraj nepogrešljive, ampak se ne mešajo v naš program, ki ga imamo v šotoru, tam zraven praktično žensk res ni. Ja, tudi tu smo vztrajni, ne? Mi smo 52 skupaj, tudi ko je bilo težko, pa je morda bilo na salamijadi samo 50 ljudi, pa so bili tudi takšni časi, seveda desetletja nazaj, je ta salamijada bila. In bila je vedno z istim štihom in isto noto. Vedno smo bili izbrani moški. Morda se sliši malo čudno, morda deluje žlahtno, konzervativno, ampak verjemite, ta dan so si moški izborili na zelo žlahten način, strašno spoštujejo ženske, ni tukaj nobena težava ali pa kakšnokoli zanemarjanje v to smer, ampak preprosto so si ga vzeli in 52krat so to ponovili. Zato so tradicionalni in na tak način, sem prepričan, bodo večni. Sicer prepovedi ni, kljub temu pa morajo ženske, ki se želijo pridružiti moškim na prireditvi, opraviti posebno nalogo. Huda je kazen, vendar prijetna, ženska more na vsako mizo plačati, mi smo nekoč rekli štefan, to je 2 litra vina, teh miz je v prireditvenem šotoru in danes gostilni kar veliko, tako da bi to bil vložek v nekaj tisoč evrih, pa se še ni nobena upogumila, da bi to naredila. Moški so tako na salamijadi proglasili tudi mučenika leta in najmlajšega salamarja. V Sevnici pa še ni konec letošnjih salamijad, saj bodo v maju gostili finale slovenskih salamijad, na katerem bodo izbrali najboljšo salamo z lokalnih izborov. Sledi pa ena tistih zgodb, ki nam kažejo, da še vedno obstajajo ljudje, ki so pripravljeni pomagati sočloveku v stiski. Prva koncesijska zobozdravstvena ambulanta v Krškem, ki deluje pod vodstvom Milana Tataloviča, je praznovala 20. obletnico, ki so jo proslavili tako, da so polepšali življenje 2 pomoči potrebnima družinama. Ob 20-letnici svoje samostojne poti se je Milan Tatalovič odločil, da bo namesto praznovanja namenil nekaj sredstev v dobrodelne namene. Ja, pa to je povzetek našega dela. Mislim, da dajati ljudem je nekaj največ, kaj lahko človek danes naredi. Danes je to tako, preveč smo se izmaterializirali. To ima ta požuda, ta pohlep, ta želja po nekakvim materialnim dobrinama nas je predaleč odvedla. Danes ljudje nemajo za kruh, danes, ko to opažaš, je zelo, zelo hudo. Sploh mi, ki vsak dan delamo sa ljudmi, ko to vidimo vsak dan, je res težko. Tako da mislim, da najlažje je lamentirati od pune mize. Svi pri puni mizi smo zelo brihtni, svi smo zelo pametni, ali ko vidiš človeka v stiski, mislim, da takrat treba pomagati. Zaradi tega, to je bila edina vodilja, da smo se takrat odločili ljudem. Pomagal sem ga skozi celo življenje, mislim, da bom še pomagal. Za donacijo se je odločil v sodelovanju s Krškim centrom za socialno delo, kjer so skupaj izbrali 2 družini, ki sta potrebovali pomoč. Na predlog strokovnih delavk centra, ki zelo dobro poznajo razmere pri obeh prejemnicah, smo se potem pač tako odločili in podali predlog dr. Tataloviču. Na centru za socialno delo sicer opažajo, da se vse več ljudi odloča za donacije in pomoč sočloveku. V zadnjem času opažamo tudi v okviru centra za socialno delo, da je čedalje več ljudi, ki nekako pokažejo tudi na ta način nek velik čut do sočloveka oziroma do tistih, ki živijo v socialnih stiskah. Eden takih, ki so ponudili svojo pomoč, je torej tudi Milan Tatalovič. Milan Tatalovič v Krškem dela že 35 let, od tega 20 let kot zobozdravstveni koncesionar. Ko sem se odločil za taj poklic, še zdaj mi ni žal, da sem se odločil, in če bi lahko še enkrat, ili mogoče, da bomo še enkrat se pojavili na tem svetu, bi se najraje odločil še enkrat za taj poklic. Jer pomagati ljudem in da človek takoj opazi kvalitetu, odnosno
lepoto svojega dela, ne vem, kateri poklic to še lahko da. V letih njegovega dela kot zobozdravnik je opazil velike spremembe v skrbi za zobe pri svojih pacientih. Tako bom rekel, pred 35 leti smo večinoma delali ekstrakcije totalne proteze, odnosno protetične nadomestke, ki so ljudem nadomeščale zobe v celoti. Danes je higiena, preventiva je že to naredila, namreč, da ljudje zelo veliko dajo na higieno. Ljudje so veliko bolj poučeni, veliko bolj vejo in sami do sebe so veliko bolj zahtevni. Tako da danes, sploh pri ta mladih, opažamo karijesa, pa tih začetnih težav sploh ni. Predanost poklicu sta podedovala tudi njegova otroka, ki sta se odločila slediti poti svojega očeta. To imam to srečo, da so se moji otroci odločili, verjetno zaradi tega, jaz tako predvidevam, zaradi moje ljubezni do tega poklica so se sami odločili tudi za to pot. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste oddajo Od tu in tam, ki v vašo družbo ponovno prihaja 4. ponedeljek v maju. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.